možno streljanje. Ostanite pripravljeni na postaji, dokler policisti ne vstopijo. Bratranec zvezdnika oddaje, Poletna hiša Westa Wilsona, je obtožen umora. Žrtev je bila Westova lastna babica. Toda to, kar po besedah prič naj bi sprožilo nasilje, vas bo osupnilo. Dobrodošli v oddaji Zločinski pregled. Sem Anžela Levi. West Wilson se je pripravljal na snemanje ponovnega srečanja za novo sezono priljubljene resničnostne oddaje Summer House na Bravo, ko je njegovo družino pretresla prava tragedija. Bilo je malo po 10. uri zvečer. 22. aprila v sredo zvečer je na center za nujno pomoč 911 v okrožju Carroll v Missouriju prišel klic. Božjo streljanje. Počakajte na postaji, dokler policisti ne vstopijo. Minilo je nekaj časa, nato pa je dispečer poslal še eno sporočilo policistu. Štiri bodite obveščeni, mislimo, da je možno, da je nekdo ustrelil svojo taščo. Samo vednost, želimo zagotovo. Pogovarjali smo se po telefonu s tretjo osebo, ki ni bila tam, nato pa je prekinil klic. Namestniki so naleteli na zmedeno in verjetno kaotično prizorišče. Babica 7 vnukov po imenu Gail Wilson je bila mrtva. Njen vnuk po zakonu, Wes Wilson, ena od zvezd serije Poletna hiša, in moški, za katerega so kasneje namestniki povedali, da jo je ustrelil, Dakota Sweeney, eden od 7 ljubljenih vnukov navedenih v osmrtnici Gail Wilson. Kar je priča povedala preiskovalcem o tem, kaj je pripeljalo do streljanja, ki se je zdelo, da se je zgodilo iz nič, vas bo pustilo brez besed, popolnoma osuplo. V izjavi o verjetnem vzroku je policist državne avtocestne patrulje iz Missourija zapisal: 22. aprila 2026 o približno 22:25 uri so bili organi pregona okrožja Carroll obveščeni o umoru na zahodni 14. ulici v mestu Carrollton, Missouri. Namestnik šerifa okrožja Carroll, Snyder, je prispel na kraj dogodka in nekaj minut kasneje je našel prvo žrtev, ki je bila mrtva v hiši. V hiši sta bila prisotna tudi prva priča in Dakota A. Sweeney. Po prihodu na kraj dogodka je namestnika Snyderja prva priča obvestila, da je Sweeney ustrelila prvo žrtev s pištolo, medtem ko je bila prva žrtev na kavču v hiši. Po besedah prve priče je Sweeney približno 30 minut sedela na ločenem kavču poleg prve žrtve in jo brez opozorila ustrelila v glavo. Po besedah prve priče sta se Sweeney in prva žrtev prej zvečer sprli, ker Sweeney ni pomagala pri opravilih po hiši. Prva priča in prva žrtev sta bila okoli 22. ure in 29 minut identificirana kot stara starša Dakota Sweeney. Namestnica Snyder je Sweeney pridržala in pri njej našla tok za pištolo. Torej je priča, verjetno mož, Gail Wilson, detektivom povedal, po besedah tega policista, da je Dakota Sweeney, bratranec Wesa Wilsona, ustrelila njuno babico po zakonu po prepiru glede hišnih opravil. Dakota Sweeney je bila pridržana v lokalnem zaporu zaradi obtožbe umora prve stopnje in obtožbe oboroženega kaznivega dejanja. In poslušajte to, Dakota Sweeney ima izkušnje pri organih pregona. Leta 2024 je bil imenovan za agentko oddelka za ohranjanje narave Missourija v enem od okrožij v državi. Lokalne novice so objavile njeno imenovanje. Opravila je usposabljanje iz obrambnih taktik, strelnega orožja in kriminalističnih preiskav. Medtem se je družina Gail Wilson v njenem osmrtnici spominjala njene prijaznosti. Povedali so, da je vodila lastno podjetje za vitraže, delala kot vodja v lokalni videoteki in varovala otroke za družino. S prijateljicami iz cerkve je šivala, pregrinjala in celo sama obnovila motor Volkswagenovega hrošča v srednji šoli. West Wilson se javno ni odzval na smrt svoje babice. Trenutno je v New Yorku, kjer snema novo serijo, ki je izpeljanka Summer House v mestu. Da bi podrobneje razložila ta resnično pretresljiv primer, želim povabiti Matta Mangina. Je nekdanji tožilec in trenutno tudi odvetnik za kazensko pravo. Matt, najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Zelo cenim to. Hvala, Anžinet.
Matt, ko sem prvič prebrala o tem primeru, ne vem, kako je bilo pri tebi, ampak ko sem jaz prvič prebrala izjavo pod prisego v tem primeru, sem si mislila, kaj? Mislim, gledam to babico, ki rada šiva. Mislim, zveni kot tvoja tipična ljubeča babica. Varuje otroke vseh v soseski. Imela je podjetje za vitraže. Mislim, rada šiva in dela pregrinjala s prijateljicami. Hodi v cerkev. Varuje otroke vseh v soseski. In Dakota Sweeney, eden od njenih vnukov, je obtožen, da jo je ustrelil zaradi prepira o opravilih. Mislim, kaj meniš? Prav imaš, Anžinete. Ko prebereš zapriseženo izjavo o utemeljenem sumu, te zmrazi. Veš, tukaj je moški, ki je očitno sedel s svojo babico ali blizu nje na kavču 30 minut in potem po dedkovih besedah izvleče pištolo in ustreli svojo babico v glavo ter jo ubije. Pokličejo 911. On še vedno sedi tam. Policija pride, odvedejo ga v pridržanje. To je res sahljivo, veš, ne glede na to, ali je bil prepir ali ne. Da bo nekdo pač potegnil pištolo in nekoga ustrelil v glavo. S komer so sedeli 30 minut, kaj šele, če je to tvoja babica? Prav, in tudi jaz tako mislim. Najprej si mislim, veš, dedek sedi tam. In če pogledaš njuno sliko v osmrtnici in pogledaš Facebook stran, mislim, da sta videti kot srečen par, ki skupaj ostari. Veš, očitno sta imela otroke, imata vnuke skupaj, ljubita se. Veš, pari pač skupaj ostarijo, sedijo tam in gledajo televizijo. In ne morem si predstavljati tega dedka, moža, Gail, da sedi tam in je priča temu. In potem ostane sam, verjetno v osupljivi tišini, šoku, morda celo v strahu za svoje življenje. Kaj za vraga se je lahko pletlo po glavi temu ubogemu moškemu in v njegovih starejših letih, v zrelih letih, potem, ko je bil priča umoru svoje žene? Prav, mislim, tega si ne morem predstavljati. In težko si je to predstavljati, ko pomisliš, da tukaj sedi moški s svojo ženo in vnukom. In nenadoma, veš, vnuk potegne pištolo, ustreli njegovo ženo v glavo in jo ubije. Mislim, to je več kot šok. Mislim, kako sploh reagiraš na kaj takega? Očitno je bila reakcija, da so poklicali 911. Očitno je bila takoj mrtva, ker mislim, da je bilo prijavljeno kot umor in policisti so se odzvali. In ko so prišli tja, je bila žrtev mrtva. Tam je bil dedek priča. In tam je bil Dakota, morilec, ki je čakal, da pride policija. Želim prikazati policijsko fotografijo na zaslonu, Matt, ker veš, slika je pač slika, je trenutek v času. Ampak res izgleda, kot da nekaj ni, kot da nekaj tukaj ni v redu. In ne vem, ali bomo kasneje izvedeli, da je ta moški duševno bolan. Ne vem, ali bomo izvedeli, da je uporabljal droge. Ne vem ničesar od tega, ampak ta moški izgleda kot razvalina. To pravim zato, ker lahko to primerjamo tudi s fotografijo njega kot naravovarstvenega agenta. Leta 2024 je oddelek za varstvo narave Missourija objavil: Hej, tukaj je eden od naših novih agentov za okrožje Mercer. In na fotografiji je urejen in obrit v svoji uniformi. Bil je uslužbenec organov pregona Zvezne države Missouri. Tukaj je veliko vprašanj. Je bilo to njegovo službeno orožje ali je šlo za osebno orožje? Kaj se je dogajalo s tem človekom? Če ste odvetnica obrambe, kje začnete? Kje začnete s tem? No, veste, tukaj je veliko stvari, ki jih je treba razjasniti. Mislim, veste, kar vemo na podlagi novic, je, da je očitno prišlo do prepira ali nesoglasja med Dakoto, obtožencem, in babico glede opravljanja opravil. Torej, sklepam iz tega, da živi tam kot odrasel moški za svojimi starimi starši, če se prepirate glede opravil.
Torej, veste, to je prvo vprašanje. Veste, zakaj ta odrasel moški živi z babico in dedkom? In veste, zakaj ne upravlja svojega deleža hišnih opravil? Torej, je tam očitno neka dinamika, ki ni takšna, kot si običajno predstavljamo mladega moškega policista. Torej, to niso običajne okoliščine. In potem, veste, mislim, dejstvo, da imata to nesoglasje. In potem 30 minut kasneje preprosto vzame pištolo in jo ubije. To zagotovo naredi ta primer za umor prve stopnje in ne za nekakšen zločin iz strasti. Ker se spreš s kom in zgubiš nadzor, ter narediš nekaj, kar kasneje obžaluješ. Tukaj je bil čas, da se ohladi. Nekaj časa tam tiho sedi poleg svoje, veste, bodoče žrtve, nato pa nenadoma izvleče pištolo in jo ubije. Jo ubije. Ubije obtožbo, nedolženje, dokler ni dokazana krivda. To želim še enkrat poudariti. Babica. Bejbeka. Šivanje, prešivanje s prijatelji, obiskovanje cerkve, vitraži, postati babica. Da, težko si predstavljaš žrtev, ki bi zbujala več sočutja. Ne. In ne, veš, okoliščine ne vodijo do nobene simpatije ali razumevanja glede tega, kar se naj bi tukaj zgodilo. Mislim, to je nekako tako naključno. Tukaj sedi babica, mogoče je bila prej malo vznemirjena zaradi opravil. Ampak po tem, kar vemo je, medtem ko je sedel na kavču, samo potegnil pištolo in jo ustrelil v glavo. Za takšno vedenje ni nobene verjetne razlage. Eden glavnih razlogov, zakaj je to v novicah, je ta. Gail, žrtev v tem primeru, je babica Westa. Wilson, ki nastopa v tej zelo priljubljeni oddaji Summer House, ki se predvaja na Bravo. Je res zelo priljubljena. In ravno so se pripravljali na začetek snemanja nove sezone. Dan potem, ko se je to zgodilo, naj bi naslednji dan začel snemati novo sezono. In ne vem kako, ampak nekako to ni prišlo v javnost več kot teden dni. Mislim, ta novica je bila kar teden dni precej zamolčana. In zato tega sploh ni komentiral. Nismo videli nobenih njegovih komentarjev o tem. Veste, da bi žaloval za svojo babico ali kaj podobnega. Kaj meniš o tem? Mislim, to je nekdo, ki nastopa v resničnostni oddaji. Resničnostna televizija temelji na vtisu, drami in podobi. Kaj meniš o tem, Matt, kot odvetnik? No, to je tragedija na toliko različnih načinov. Veš, zagotovo je družina Gary zaradi tega povsem uničena, v to sem prepričan. In veš, težko si sploh predstavljamo, kako nekaj takega, tako naključnega vpliva na ljudi. Ampak posledice tega lahko občuti tudi West Wilson, morda tudi njegova kariera. Mislim, kako to vpliva na njegovo kariero? Kako to vpliva na druge ljudi, ki so bili blizu Gail, prijatelje, družino? Tako da, ko se zgodi kaj takega, ko se zgodi takšna tragedija, ima, veste, za družinske člane in ljudi, ki so bili blizu žrtvi, daljnosežne posledice, res velik vpliv na njihovo življenje. Še bolj kot samo žalovanje za izgubo ljubljene osebe. To lahko vpliva na človeka na toliko različnih načinov. Ja, brez dvoma. Zanimivo bo videti, ali bo na koncu to komentiral. Mislim, da verjetno ne, če še ni. Mislim, zdaj je to že v novicah in on je nekdo, ki je pogosto v novicah. Zato se sprašujem, ali bo to komentiral, ali pa bodo oni, ne vem. Mislim, vem, da naj bi resničnostna televizija prikazovala resničnost. Vemo, da je pogosto to nekako ustvarjena resničnost, ali pa, veš, dodajo malo drame zraven. Ampak, če bodo to vključili v oddajo, mislim, vem, da nisi hollywoodski tip, ampak si že dolgo v tem in že dolgo analiziraš primere. Ja, mislim, Anžeta, nič me ne bi presenetilo glede tega, kaj bi se lahko pojavilo v resničnostni televizijski oddaji.
Veš, in nekaj takega je zagotovo zanimivo. Mislim, ljudje jih zanima, kako drugi reagirajo na tragedijo in podobne stvari. Ampak seveda obstaja tudi druga plat tega. In to je, hej, ali ta oddaja poskuša zaslužiti ali pridobiti gledanost na račun tragične smrti babice? Tako je, to nekako dvorezen meč. Ljudje so zainteresirani, vendar jih bo zanimalo na oba načina. Hej, to je zanimiva zgodba. In hej, to je pretirano. Veš, tukaj ste šli čez rob, ko ste to grozno tragedijo vključili v ta resničnostni šov. Ja, res je tragično in je res, res grozno. Ta uboga ženska, njen mož, cela družina, res, zame je to neverjetno. Res je. In bomo videli, če bomo izvedeli kaj več o tem, sploh ne vem, kaj bi mi lahko povedali o okoliščinah vsega tega. Res je grozljivo. In ne vem, kako bodo njegovi odvetniki to zastavili. Zanimivo bo videti, kaj bodo tožilci naredili s tem. Ali bodo v tem primeru zahtevali smrtno kazen ali ne. Mislim, zdi se, da bi morda lahko, ampak ne vem. Res ne vem. Ne vem dovolj o politiki v okrožju Carroll, kako bi to obravnavali in ali to res izpolnjuje zakonske pogoje, ampak zdi se mi resnično grozljivo. Prav imaš. In veš, tožilci bodo morali natančno preveriti, ali obstajajo ustrezne oteževalne okoliščine, ki bi jih morali dokazati v primeru smrtne kazni. Veš, to je več kot samo dokazovanje krivde za umor prve stopnje. Na to sledi druga faza sojenja, faza izreka kazni, kjer moraš dokazati oteževalne okoliščine. In potem bo na drugi strani obramba iskala možne obrambne strategije. Ne poznamo njegovega duševnega stanja, ne poznamo njegove zgodovine duševnega zdravja. Na prvi pogled bi se nekaj takega zdelo kot učiten primer za vsaj ocene in ugotovitve glede duševnega zdravja. Najprej, ali je sploh procesno sposoben. Drugič, ali je bil neprišteven. Ali ima morda težave z duševnim zdravjem, ki bi lahko bile olajševalna okoliščina v primeru smrtne kazni. Torej je v tem primeru na obeh straneh še veliko dela z vidika tožilstva in z vidika obrambe. Ja, nedvomno. In včasih družine nočejo iti skozi vse to. Raje bi samo, pustili to. Pustili to v primeru. In mislim, da se glede na to, kako se bo ta primer razvijal, zdi tudi precej primeren za sporazum o priznanju krivde. Prav. In imaš prav, Anžeta, ker je to spet ista družina. Prav. Torej, običajno, ko gledamo primer umora, gledamo na družino obtoženca in potem gledamo na družino žrtve. Tukaj gre za isto družino. In to naredi vse skupaj še toliko bolj tragično in še toliko težje za obvladovanje. Brez dvoma. No, spremljali bomo dogajanje. Matt Mangino, hvala za vaš čas in strokovnost. Kot vedno, cenim to. Hvala, Anžeta. Vedno je lepo govoriti z vami. In samo da veste, po pogovoru z Mattom sem izvedela, da Dakota Sweeney že več kot leto dni ni več uslužbenka organov pregona na oddelku za ohranjanje narave v Missouriju. Tiskovni predstavnik mi je povedal, da je Sweeney zapustila agencijo zgodaj spomladi leta 2025, vendar mi ni mogel povedati razloga zaradi tekočih sodnih postopkov. Zato bomo to še malo bolj raziskali in ugotovili, kaj se je zgodilo z Dakoto Sweeney v tej agenciji in zakaj poteka sodni postopek. Ostanite z nami. Dakota Sweeney je trenutno pridržana v zaporu v Missouriju. Za vas bomo spremljali ta primer. In to je vse za to epizodo Crime Fix. Sem Angela Levy. Ne pozabite, vedno nas lahko gledate na YouTubeu, prav tako pa nas lahko gledate in poslušate na Spotifyju. Oglejte si nas tudi tam. Se vidimo naslednjič tukaj.